pozdravljeni na predstavitvi romana Zgodba iz neke druge hiše dr. Matjaža Lunačka. Najprej mislim, da je prav, da dr. Lunačka predstavim. Najbrž ga sicer vsi poznate, ampak vendarle, Matjaž Lunaček je zdravnik, psihiater, psihoanalitik in literarni teoretik, ki je življenje posvetil pomoči soljudem. Med oznakami, ki jih je pridobil s časoma, so na primer, da je renesančni človek, disciplinirano svoboden in tudi drzen človek. Svojo poklicno pot je posvetil psihoterapiji, v ospredju njegovega zanimanja pa so bili otroci ali neprivilegirani ljudje, ki jim je omogočil psihološki razvoj. Več let je vodil projekt vrtca, ki je bil voden po psihoanalitičnih načelih, sicer pa je svoja splošna psihoanalitična spoznanja apliciral na literaturo in pedagogiko. Napisal je številne strokovne članke in 5 knjig. Psihoanalitično tezo o Prešernovi pesnitvi Krst pri Savici z naslovom Za drugačno usodo, zbirko esejev o Slovencih, Telovadci nad prepadom, ter zbirki kratkih zgodb Beatus Lequi in Glasovi in podobe. V zadnjih letih si zelo prizadeva za vsestransko predstavitev genialnega francoskega pesnika Arturja Rimbaudja, kar mu je tudi uspelo s knjigo Rimbaud zavedno. Rimbaudja se bova še dotaknila, najprej pa seveda o najnovejšem romanu Zgodba iz neke druge hiše. Kako je nastala ideja za roman in mogoče nekaj besed o vsebini, o čem ste pisali, kdo so vaši literarni liki? Vsi lepo pozdravljeni. Sem vesel, da se v takole velikem številu vidimo in upam, da bo tudi malo zabavno. S kolegico sva že imela en pogovor v Mariboru, pa smo se kar dobro imeli, se mi zdi. Sedaj tale roman, njegov nastanek ima takole zgodbo. Jaz sem najprej napisal eno kratko zgodbo, ki je pravzaprav začetek tega romana. Potem pa sem govoril z Alešom Štegrom, pa je on tiste razne moje zgodbe, on je bil tudi urednik mojega Beatus Lequi in je tisto zgodbo rekel, da ga je spravljal v jezo, zaradi tega, ker je ravno takrat se mu zdelo najbolj zanimivo, je bilo pa napisano, se nadaljuje. No, in je rekel, to je pa ena odlična osnova, iz tega bi pa lahko en roman nastal. Ampak to je že precej časa nazaj bilo. Potem pa, ja, nič enega lepega dne v temle covidnem času, ko smo bili bolj izolirani in tako naprej, sem pa jaz to začel pisati naprej od tistega začetka in je zgodba, se mi zdi, da se je zelo lepo razvijala. Bistvo je pa to, da če bi v eni liniji povedal, kako to je, bi rekel, da je najprej ena dosti zanimiva družina, iz katere pravzaprav morda ta glavni lik izhaja. Potem pa on še zelo mlad, pa ustvarja eno popolnoma nekonvencionalno družino, kjer praktično skoraj noben ni v sorodstveni zvezi. Jaz sem pomislil, da mi se v psihoterapiji tako ukvarjamo individualno, pa tudi z grupami ljudi. In včasih so te grupe, kadar je manj ljudi, jim rečemo mala terapevtska grupa in taka šteje recimo od 6 do 8, 9 ljudi. In lahko bi se rekli, da je to ena vrsta takšne skupine, seveda z drugačnim ciljem, ker ta Martin je glavnemu junaku pravzaprav ime, okrog sebe nabere ljudi, ki bi se radi česa naučili, se, ja, tako kot ste prej ta izraz uporablja, psihološko nekako razvili in jim, seveda zato, ker je premožen in ker ima to možnost, jim da neko, kako reče, obliči second chance. Oni so recimo iz nekega različnega okolja, nekateri iz popolnoma preprostega in bi ostali tam tako rekoč nepismeni in imajo v tej družini to drugo
drugo priložnost, ki jo po nekem ključu tudi zelo dobro, se mi zdi, vsi uporabijo. Malo se tej vlogi en čas opira ta drugo dekle, ki v zgodbi pride, ki je pa spet iz ene druge družine, ki povsem drugače funkcionira, zelo konvencionalno, ampak ta naboj, jaz bi rekel, tako rekoč erotičen, do znanja, potem v teh medsebojnih odnosih, potem tudi to Ano zvabi v te medsebojne intenzivne odnose. In zdaj, tako kot se v terapevtskih grupah, recimo med 6-7 ljudmi, pravzaprav cel svet dogaja, vsak prinaša svoje psihične vsebine, se mi zdi tudi tu, vsak prinaša nek svoj dosti bogat material, ne samo tisto, kar se učijo, pa kar je mogoče pač del nekega pogovornega jezika, ampak tam noter nastopijo tudi nezavedne vsebine, v obliki sanj, to je tudi ena takšna, bi rekel, posebnost najbolj zaradi tega, ker imam takšen poklic in oni si vsako jutro prepovedujejo sanje in jih poskušajo na nek način analizirati. Na začetku je nekatere od teh, zaradi teh vsebin, ki se noter pojavljajo sanje, je tisti Jožek čist prestrašen in tako naprej. Skratka, več plasti tega psihičnega življenja je noter v knjigi opisano. Seveda ti odnosi se v en zenit razvijajo, nazadnje se družina še manj, čisto na koncu še poveča, in tako naprej. Tako da, to je to. Dogaja se pa, zdaj, nekdo bi mislil, zdaj sem nekoga srečal, pa rekel, ja, pa ti si napisal en zgodovinski roman, zaradi tega, ker se dogaja sredi 19. stoletja, ampak to nima nobene zveze. Jaz mislim, da je pač to v tisti čas postavljeno, zato je tudi malo, to sem pa pomislil, neke ekološke teme so pravzaprav tudi noter, ki so danes tako aktualne, zaradi tega, ker je ta glavni lik, Martin, je tako, bi rekel, tudi tehnično spreten, ker je inženir in potem en vodovod delajo, ampak kar iz enega finega lesa delajo in tako naprej. Polno imajo njih patentov, ki hranijo energijo, ne rabijo sicer sončnih elektrarn, pa tako naprej, ampak nekje je tam napisan, da v tej veliki hiši, leseni, se tam vaščani čudijo, kako da tako malo kurijo, pa tako toplo, tako je. Malo ste že zašli v moje naslednje vprašanje, ampak greva še malo dlje. Namreč ob branju se zdi, da so liki, ki so v romanu, nekako res plod vaših zanimanj. El je eden takih likov, deklica, ki se začne v zgodbi razvijati kot ena taka zelo emancipirana ženska. Ona tudi zavrača recimo določene spolne vloge in socialne vloge. In meni se je tukaj pojavila primerjava z Rimbaudjevo materjo, recimo Vitali, ki je tudi nekako vaša fascinacija, tudi vaši psički, tako ime sem na zadnji predstavitvi izvedela. Torej, kako ste osnovali vaše like? Ja, ko ste že začela z to Eli, vi imate tu je ta hiša, v kateri oni živijo. Tam spodaj doli je pa vas, zelo preprosta, se pravim, sredi 19. stoletja, praktično so ljudje nepismeni, vaščani so precej nalivajo, z žganjem in tako naprej, tudi ženske pijejo, so pa ti ljudje prvi, ki jih on sreča v resnici, ko pride v te kraje. Namreč moram povedati, ta glavni lik pride v daleč, pride iz severa, pride iz Češke, in je seveda se znajdel popolnoma za sebe nepoznanih krajih in potem spozna te
te vaščane, ki ga seveda uspešno v prvem stiku tudi napijejo, ne? Tako da se tam kar zabavajo in tako naprej. Potem pa postanejo seveda odnosi med vasjo pa to hišo nekoliko bolj konfliktni, ker so trije člani te družine so iz vasi, dva sta pritegnjena, kot najprej, da bosta Martinu pri tej gradnji hiše oziroma sta nosila malco očetom, ki so njemu pomagali to leseno hišo graditi. Eli se pa kasneje pridruži, ampak s takim veseljem, ne. Ona je prav, to sem prav ponosen, da sem tak lik napravil, enega dekleta, ne, ki ima tako neverjetno željo v tistih časih, ne, da bi se nekaj naučila, pa ni samo pametna, je tudi zelo lepa. Tako da vzbudi pri teh fantih, ne, kar precej zanimanja. In Eli je res, ne, konvencionalna in potem v tej svoji silni želji po vedenju in tako naprej, ne, po vednosti, ona tudi prehiti nekako, ne, svoje vrstnike tam to je kot ena privatna šola, skoraj gleda, ne, in tako naprej. Rad bi pa podal ta mit, ne, ki ga mi imamo, da so, dobro, tukaj je fantazijski lik, da so ženske vedno bile prisiljene v neke podrejene položaje in da niso nič mogle. To preprosto ni res in to ta Rimbaudova mati pravzaprav pokaže, je pa dejstvo, da je mogla biti zadaj saj neka minimalna pa finančna plat, ne, ker če bila pa popolnoma, ampak ona, ne, recimo, ko je ta Rimbaudova mati izgubila svojega moža, oziroma je on odšel, ko je bilo pri družini, že so bili 4 otroci in je najmlajša punčka bila komaj nekaj mesecev stara, je ta kapitan Rimbaud, oče Arturjev, je odšel in se nikdar več ni pokazal v to družino. S svojim regimentom je okrog hodil, ne, po različnih krajih in tako naprej. In ona se je nenadoma znašla, tako rekoč brez materialnih sredstev in se je mogla iz tistega njihovega družinskega stanovanja preseliti v eno najrevnejših. Jaz sem si to pogledal, šel videl, Ville Bourbon se je reče, ena revna ulica, kjer je bila taka revščina, da so otroci praktično punčke brez spodnjega perila okrog leta, umazani so in tako naprej. Ampak ona je v najkrajšem času uspela družinsko kmetijo, to večje posestvo, ga je tako skrbno vodila, da je toliko denarja pridobila iz tistega, da je potem se preselila so se družina preselila v drug del mesta in je potem na tisti najboljši šoli, gimnaziji in tako naprej, so si ti otroci šolali in ona je bila ne samo pismena, ne, ampak je veliko brala, se spoznala tudi na tehnične stvari, no, zdaj, kot tale Eli, ne, in je bila v tistem času, a veste, ko so ljudje imeli svoja posestva, niso hoteli denar dati, da bi zavarovali pred požari, čeprav je bilo veliko hiš lesenih v resnici, ne. In ona je bila mogoče v parih procentih ljudi, ki je svoje posestvo in hišo in se to zavarovala, in dejansko je potem del te hiše pogorel in je ona dobila zelo, zelo veliko odškodnino. Skratka, neverjetno je bila, eni rečejo, da bi bila kakor trda ženska, ampak na nek način je uspela in otroke šolati, tisto družinsko posest je dvakrat povečala, ne, tako da je nazadnje to bilo vredno mogoče v današnjih cenah, mogoče milijon ali pa več evrov. Potem je bila sposobna si, ko je njen sin živel v Afriki, je bila sposobna si dopisovati z različnimi založbami, da je naročala
razne tehnične priročnike in tudi tehnične instrumente, da jih je svojemu sinu pošiljala. Ja, ne vem, kaj je vse hotel on imeti, nekaj v železnih konstrukcijah, pa v tem, kako se železnice gradi, ker je potem Rimbaud tudi znam potem, da je predlagal traso, ki naj bi tekla med Addis Abebo in Džibutijem, ne, recimo. Potem neke merilne instrumente, potem neka geološka izkopavanja, vse mogoče stvari, ne, in on je zmeri samo rekel, ti najboljše zberi, tisto zberi knjigo zadnjo in tisto, kar bo najboljše, in to je bila mama popolnoma sposobna napraviti. In tukaj imate to Eli, ne, ki potem sanjari, ne, kako, no, to je tudi ena, zelo mi je prišlo na misel, tudi ena taka zanimiva povezava, ne, ker ona si želi iti v Francijo, ne, v Pariz želi iti, da bo tam ona naprej študirala, ne. Pa tudi to naročanje knjig, ne, tudi to je en element romana, tam Martin, glavni lik, te svoje učence naroča iz celega sveta knjige, to je ena taka povezava. No in še to roman se dogaja v 19. stoletju, ne. Vi pa v več intervjujih ste že poudarili, da se vam današnji svet zgodi z vašimi besedami zgrešen in zblojen. In me zanima, če je mogoče to razlog, da ste dogajanje v romanu zato postavili v 19. stoletje. In pa tudi, če ste razmišljali, kako bi bila zgodba drugačna in kako, če bi se dogajala v današnjem času. Ja, to je zelo zanimivo, ne. Verjetno v psihološkem smislu bi bila lahko zelo podobna, ne, ker konec koncev vsi teli junaki, no, mogoče tisti Stefan ne, ampak recimo Martin ima eno izredno nekonvencionalno mišljenje, kar se tiče recimo malo podobno, ne, kot bi tudi zdaj lahko bilo, ne, ker mladina pravzaprav razmeroma zelo zgodaj stopa, ne, v spolna razmerja, in ko se to pravzaprav med dvema članoma družine zgodi, je tisti, ki izhaja iz ene tradicionalne družine, ki je tam malo čez mejo, že na Hrvaško, blizu Kastava, ki je tam nad tem Kvarnerskim zalivom, ne, oni, bomo tisto odlomek prebrali, on je popolnoma zgrožen, Martinu se pa zdi to, pa kakšen problem pa je to, ne, zakaj pa ne, v bistvu pač imela otroka, ne, sej delamo, sej imamo neka sredstva, ne, zakaj bi bil zdaj ta otrok, ne, če se bo že rodil, zakaj bi bil pa taka groza zdaj, ne, sej to je življenje, to neko življenje teče, in ker oni tudi niso vezani na konvencionalne te sisteme, ne, kot je šolanje in tako naprej, se to lahko vse sprot teče, ne, se vse v tisti hiši dogaja, ne. Drugače pa je tako, ne, zdaj nekateri pravijo, ne, jaz ne vem, je to samo tako bi rekel pesimistična napoved, ne, ampak eni rečejo, da smo že zašli v nek krog nepovratnega, ne, da se ne da več nič. Čeprav ljudje zdaj morda tudi kar precej primerov poznam, ko spet hodijo na deželo, poskušajo biti samooskrbni, si kupujejo neke stare hiše, ampak verjetno v tem, kako ta svet že zgleda tehnološko in z temi odpadki, je vprašanje, ne, če to ni samo ena kapla v morje, ne, čeprav najbrž se da recimo z eno voljo, recimo mene preseneča ta podatek, ne, koliko smo Slovenci zadaj, ne, Avstrijci imajo 8000 ekoloških kmetij, pri nas pa mislim, da jih je 300. Tako je razmerje, pri tem je pa v prebivalcih smo pa 1:4, ne, se pravi, da imajo ogromno več tega, ne, ampak tudi tisto je še zmeri kapla v morje, proti vsemu temu, kar se dogaja. Zdaj, drug razlog, zakaj je pa to tako umeščen, je pa delna biografska osnova, ker ta Martin, ki pride tam iz Moravske,
je po parih karakteristikah, jaz ne vem, kakšen značaj je on imel, vem samo, da je bil zelo podjeten. In on je prišel v deželo Kranjsko in si je tukaj nakupil gozdove, kar je podobno, ne. Teh par podatkov, ne, imam, ne psiholoških, ampak tistih stvarnih. On je potem, ta moj praded, ne, bi bil temu Martinu podoben v tem, da je bil tudi nekakšen inovator, no. On je pomemben za slovensko tehnično kulturo, ta moj praded, ker je tukaj okrog leta 842 prvo parno žago montiral in potem je imel eno veliko to podjetje z lesom, ne, ker pač Slovenija je bila, še zdaj je zelo, bi rekel, gozdnata dežela, ne. Takrat je bilo pa to še veliko bolj izrazito. Malo sem si ga že lahko predstavljal, ker imam en njegov, takrat so bile fotografije še zelo drage, ne, ampak na tisti fotografiji mogoče okrog leta 60, nekaj bo 40 približno let, no in je takšen, videti takšen zastaven možakar, ko brihtno gleda. Okay, hvala. Uspelo vam je napisati torej zelo prepričljiv dokument nekega časa. Koliko pa je bilo nekega dodatnega raziskovanja za to potrebnega? In duhu knjige ste tudi prilagodili slog, uporabljate veliko arhaizmov. Kakšen je bil torej proces pisanja od ideje naprej, pa potem s prilagajanjem jezika in vse to? Ja, jaz v glavnem, poleg strokovnih tekstov sem pisal veliko esejev in sem pisal tudi kratke zgodbe. In seveda postopek tovrstnega pisanja je že čisto drugačen, ne. Zdaj, eseji so mi bili zmeraj zato všeč, ker ti ni treba nič navajati podatkov, ne. Pač rečeš, ta je to rekel takrat in tako naprej, ni treba nič po tisto črto, zato mi je to bilo nekaj všeč. Čeprav v nekaterih svojih esejih ali pa tisti knjigi esejev Telovadca nad predpadom je sigurno enih 250 do 300 imen raznih noter v raznih kontekstih omenjeno, ampak to gre pač tako, ne. Včasih se reče v slovenskem jeziku, a tako, a vi pa to kar iz glave, ne, ker češ, ne, a kaj, kako se pa pripravite. Tako da moram reči, da se na ta roman v tem smislu nisem posebej pripravljal. Me je pa vedno zanimala zgodovina, no. Zelo dober sem bil v zgodovini, jaz v gimnaziji sem celo enkrat dobil enoletno štipendijo, prosim lepo, mi je televizija dala, ker sem zmagal na enem tekmovanju zgodovinskem. No in zdaj 19. stoletje, ne, z vsemi temi svojimi stvarmi je interesantno in tudi nastopijo, ne, čeprav so oni odmaknjeni tam na deželi in tako naprej, ampak je pa omenjeno neko večje mesto, ki je Ljubljana, ne, in je omenjena tudi cukrarna, ki je zdaj tako lepo obnovljena in tako naprej. In je bila takrat že tiste vrste, veste, industrializacija, da so nekateri bolj bogati, mogoče tukaj spominja na današnje čase, so pokupili, ne, kakšnim revnim ljudem, ki so se kaj zapili, ali pa kaj drugega je bilo, ne, kakšna družinska nesreča, bolezen, potem so na pocen način to upili, potem so ti ostali tako rekoč, to je veliko zgodb v 19. stoletju takih, ne, so ostali brez vsega in potem so mogli to mesto, ne, so mogli to mesto garati, ne, recimo v cukrarno, ki je bila takrat, mislim, druga največja, ampak na tem koncu Evrope največja sladkorna tovarna. Ne bi pa znal povedati, koliko delavcev je tam delalo, ampak verjetno zelo veliko število. Jaz si predstavljam, kakšnih 1500 ljudi je tam noter. To je bila velika reč, ne, in potem sem tam
tisto, kar je potem se s temi našimi pesniki moderne tam dogajalo, je pravzaprav samo še nadaljevanje tega. Jaz mislim, da so tam tisti delavci se res zgarali in tako. Največ o tem veste, kdo piše, ne vem, koliko poznate tega avtorja, včasih je bil kar znan, nek Axel Monte, on ne piše v teh krajih, ker je šel tudi švedski neuropsihiater bil, ki pa je čas živel v Londonu in je opisoval te delavske razmere in te tovarne in na kakšen način so ljudi izkoriščali brez vsakega zavarovanja, so bili in potem se je recimo družinski oče poškodoval in so potem tam družino vrgli dobesedno na cesto. Na eno cizo so naložili tisto, ne, in niso imeli kam iti, so bili tako hoč zunaj. No. Tale Monte je pomagal tem ljudem, da je nudil zastonj zdravniške usluge, naprimer. No. Tako da ta pritok v mesta ali pa predmestja je bil že takrat kar prisoten. Ok, hvala. Avtorjem se pa pogosto zgodi, da ko pišejo eno knjigo, da začnejo na nek način s svojimi liki tudi živeti. Se pravi, da se tudi v pisanju postavi neka hierarhija, kateri lik je samemu piscu bolj simpatičen in kateri mogoče manj. Se je to zgodilo tudi vam, mora biti? Ja, zagotovo. Zgodba se okrog tega glavnega lika, tega Martina, zavrti, čeprav mislim, da so ostali tudi zadost diferencirano pravzaprav opisani, ampak on je zdaj pod narekovaji, nekakšen družinski oče, v resnici je on tisti, ki vodi to stvar. In seveda takšen kot je, premočrten, na nek način je dosleden, hkrati je tudi v nekem smislu darežljiv, se ponuja ta svoj dom drugim ljudem, ampak zdaj, ker so pa nekateri ljudje že knjigo prebrali, sem pa dobil zanimive odzive, ki jih sploh ne bi pričakoval, in namreč te, da se jim zdi ta Martin prestrog, način, kako ravna s tem svojim prijateljem, tem Hrvatom iz Hrvaškega, da je to mal pretrdo ga vzel v roko. Ampak zdaj, če pa pogledate, kako ta Stjepan mu je ime, kako pa on obravnava na en nelep način, recimo enega od teh dečkov, ki misli, da je pač tako en hlapčič, pa ga hoče na enem obisku, kot da bo kar pred vrati počakal. Potem enkrat se tudi na ta drugega spravil prav v zvezi s tole spolnostjo od njega, zahteva neke odgovore. Skratka, je čist pogrezen v konvencijo. Je pa res, da tudi ta Stjepan se je na to družino zelo navezal in je poskušal, ni še tako hitro mogel to uspeti, je poskušal slediti, da bi tudi on se na nek način to zadevno razvil, ker on je bil sicer tudi izobražen, on je imel tudi fakulteto pa tako naprej, ampak je v povsem konvencionalni družini živel, kjer so bila ta recimo pravila zelo stroga, on je bil edin deček v družini, pa je bila cela vrsta sester, une sestre so čisto v enem posebnem delu hiše živele, on je bil pa seveda kot dedič, pa edini sin, je bil pravzaprav preveč podprt na nek način. Se pravi, tam pa se pokaže ta razlika v tisti družini se pokaže razlika v možnostih tega fanta, pa deklet, za katere mislim, da je najbolj pomembno, da bi se dobro poročile. In ko se ta Stjepan in Martin srečata, hmalu ta Stjepan razmišlja, tam bi bil pa dobro ženjen za eno od tehle. Tako da, se pravim, malo kritike sem slišal na račun tega
Martina, ampak jaz močno stojim za njim. Veliko. Ja. So pa meni, ne vem kaj, se upišete ene in druge, ampak nekdo, meni je zelo, bi rekel, simpatična ta Eli, ne, Martin tudi, Poba sta tudi kar v redu, Polana se naredi, ne, naredijo se itak vsi, ne, naredijo se itak vsi. In se potem predstavljajo oni v resnici eno enoto, eno močno skupnost povezano. Roman je namenjen širšemu bralstvu, se pravi, je razumljiv vsem, pa vendar je užitek ob njem še večji, če bralec pozna vsaj kakšnega od filozofov in literatov, ki jih večkrat omenjate in se pojavijo v knjigi. Pogoste so denimo kakšne preproste razlage človeških odnosov preko filozofije, na primer Schopenhauerja, Hölderlina, največkrat pa omenjate vam ljubega Heinricha von Kleista. In me zanima, koliko inspiracije vam je pravzaprav dal, mogoče glede družinskih razmerij ali kaj podobnega? Jaz mislim, da je tale Kleist, po prevodih, ki so in kdaj so nastali, mislim, da je v našem prostoru popolnoma premalo prisoten. In na nek način upam, da je v tem smislu tudi to ena možnost, da skozi ta imena, recimo pa tega Kleista, da bo pa kdo, ki to knjigo bere, pa morda Kleista vzel v roko. Zdaj, nekoliko ga ljudje poznajo seveda kot dramatika, ljubljanska drama in ne vem kolikrat Princa Homburškega, recimo vsake 10 let ga sigurno uprizorijo, pa tisto njegovo komedijo Razbiti vrč, ki je ena taka matematično zanimivo sestavljena dramska kompozicija. Dosti manj so pa znane njegove kratke zgodbe, ki so naravnost izvrstne. On ima en tak klen jezik. Jaz nemško ne znam toliko, da malo že, enkrat smo mogli na primerjalni delati izpit iz nemščine, pa sem se pozabil. No, ampak tisti, ki pa nemško zelo dobro znajo, pa pravijo, da je to ena najlepših nemščin, da je to tako, kot da bi granitne kocke postavil skupaj, da je vse tako precizno in tako. Tako da Kleist kot pripovednik me seveda zelo fascinira. Je pa, kar se pa mojega pisanja tiče, je pa to, da jaz mislim, da v osnovi je zgodba napisana tako, da lahko vsakega pritegne. Saj ni zakomplicirana v tem smislu, so pač te noter vložki, te filozofski pa kakšne razlage, najbrž tudi kaj, kar je sam mislim, da je pomembno zbrano tam in tako naprej. Tako da poleg Kleista, pa mislim, da je Kant tudi omenjen, jaz postavim potem en kos zgodbe se v Königsbergu dogaja, to je današnji, to odpada zdaj v Rusiji, Kaliningrad, Königsberg, tam je bil doma Kant in tam je tudi doma družina enega prijatelja, od tega Martina. Tako da zgodba gre malo gre iz Srednje Evrope, gre na jug, to pa v pripovedi, to je prav retrogradno, gre, temu se reče zastranitev, smo se učili zastranitev, gre pa pol čisto na sever. Drugače pa recimo oziroma prostor ni begajoče različen. So 4 prostori, ampak se mi zdi, da ni treba človeku razmišljati, kje pa je zdaj tole, kje pa smo zdaj, mislim, da to ni potrebno. Drugače pa sem zelo disciplinirano to pisal, ko sem enkrat začel, sem tisto obdobje pisal čisto vsak dan. Vsak dan, jaz sem jutranji človek, se zgodil vstanem, takrat je človek še svež, pa se že toliko zmatran. No in sem najbrž ob 6, ne vem kdaj zjutraj, 5,
sem to pisal praktično vsak dan, ne, približno kakšno stran, ne, zdaj sem pol 200 dni pol, ne, približno bi rekel človek, ne, kaj je to, ne, pol leta, ne, recimo, pol leta tazga strmega pisanja, ampak nikoli se mi pa ni zgodil tako, kot je enkrat rekel Vlado Žabot, ne, on pa prav, jaz pa poskušam vsak dan pol strani napisati, ne, pa zelo dobro vam piše, ne. Potem pa je rekel, pa včasih sedim pri tistem računalniku, pa gledam v tisto prazno stran, pa nič ne vem, koga bi napisal. Pa sem mu pa jaz rekel, pa je pa boljš, da računalnik zaprete, pa počakate, da bo imeli inspiracijo, ne. Pa to so pisatelji, tisti, ki se smatrajo, da so profesionalni pisatelji, mislijo pač, da morajo pisati, ne. Ampak zdaj, ja, očitno tudi to uspeva, ker napiše potem zelo dobro knjigo. Kdor se malo pozna vaša načela in način razmišljanja, hitro ugotovi, da v knjigi pišete tudi o svojih življenjskih nazorih. Tukaj govorim na primer o občutku za drugega, sočutja in tudi delanju dobrega za skupnost. V romanu želi recimo Martin poskrbeti za vodovod za vaščane, kljub temu, da ga ti zavračajo. O tem ste malo že govorili, ampak me zanima, bi rekli, da je to eno ključnih sporočil romana, torej kako biti nesebičen, zraven recimo pomembnosti svobode in učenja. Ja, veste, predvsej se tako mentalno ukvarjam s tem, čemur se reče človeška vrlina. Ja. Neka poštenost, direktnost, srčnost, sočutnost, nekako usmerjenost v resnico in tako naprej. Ne? In to vedno zadene, ne, v življenju na tisto, ne, čemur pa rečemo nekakšni naglavni grehi. Ne? In današnji svet se mi zdi je ravno par dni nazaj, sem v delu en intervju moje v delu, kjer mislim, da o tem govorim, ne, da je ta svet je glede teh krepkosti zelo natanken, ne, precej se je pa razbohotil tisto, čemur pa rečemo, naglavni grehi, požrešnost, pohlep, napuh in tako naprej. In zdaj, ravno včeraj, kdaj sem bral, ko so se slovenski podjetniki zbrali, ne, da bojo nekaj rekli, ne, kako so reveži, pa ne vem kaj, pa oni samo garajo, drugih pa kritizirajo, ne, in se tam lahko bi naštel vse te naglavne grehe v tistih stavkih, ko jih te ljudje izrekajo, ne. To smo v psihiatričnem žargonu, bi rekli, da so to vsaj malo, ne, psihopatske izjave, asocialne, ne, se pravi brez posluha do drugega človeka, ne, da ti tako utrdiš, ne, da se lahko v tem ne vem kakšni limuzini okrog voziš in potem enega pogledaš, ki še skoraj za krog nima in te ne briga. To se meni zdi, da glede tega bi bilo treba precej boljše povzdigniti glas, kot pa v kakšnem romanu. No. Tako da zagotovo ne, pa ta, ne, to tudi sigurno izhaja iz mojega tega življenjskega poklica, da ko ti nekako sprejmeš ljudi, da jim boš pomagal, ne, se ne moreš tam sebe si tu sprejeti, ti moraš počakati, da vidiš, kaj se s tem človekom dogaja, s čemu on stremi in tako naprej. Skratka, neko aktivno poslušanje drugega človeka in šele ob takem poslušanju lahko nastane nekaj, čemu rečemo en zdrav sočut, ne. Saj ni, da bi kar z unim človekom pol jokal, ne, to ne bo prinesel uspeha, ne, bi rekli Italijani preveč empatije, tropa empatija, ne, ampak vendarle, ne, ta sposobnost, ne, uživeti se tudi, ne, včasih rečejo, ja pa saj se ne morete
vi uživeti v nekoga, ki ima tak pa tak problem, ki ga vidi, to ni res, to ni res. Vi se lahko empatično uživite v popolnoma drugačne situacije, kot je vaša, ali pa kot jih je vaša zgodovina osebna, družinska in tako naprej prinesla. Tudi literatura pri tem pomaga, ne? Več kot bereš. Kako? Literatura je prav en poseben, se mi zdi, vzgojni stebr. Pa ne mislim na tisto samo, kar učijo vhod, ne? Ampak se človek sam ve iz izkušnje, ne? Kadar začnete, recimo, se odcepte, ne, kot na pol otrok še od pravljic, pa začnete brati, recimo, neko resno literaturo, romane in seveda si spoznavate tam noter cele svetove, ne, tudi iluzorne svetove, tudi fantazijske svetove, ne, in tako naprej, pa hkrati tudi zelo pesimistične poglede na svet, ne. Jaz se spomnim, ne, ko sem kot zelo mlad kar precej Zolaja bral, ne, ko sem jaz trpel s tistimi liki, pa se to je bilo neverjetno, ker on je pa res sadist, ne, on je pa dotovko do konca, ne, brez, smisel pa sej pa boja, nekaj se zgodi, lepo en izhod, ne, pod stopnicami pijana, ne, tam recimo tisto Žerves in tako da so ti različni stili marsikaj različnega prenesli, ne, konc koncev, kakšne nenavadne družine. Zato glede na povedano si vaš roman zasluži to oznako vzgojni roman, kot ste rekli, ne, vzgojni in razvojni roman. Ja, jaz sem, prej sem rekel, da ne bom prevzeten, pa da ne bom rekel, da sem napisal roman, pa sem šel še enkrat v literarno teorijo gledati, kaj more roman imeti, ne, da je roman, ne. Recimo, vi ne morate romana imeti, kjer mislim, da ne, kjer bi nastopale, mislim, definirano je tako, mora nastopati neko število oseb, literarnih oseb, ki so različne, ki so tako pa skozi ampak je povezane in tako naprej, no. In pol, ko sem vse to pogledal, sem rekel, je roman, čeprav piše zgodba. Zgodba je pravzaprav, zgodba uporabljamo kot literarno formo, uporabljamo pa tudi, ne, neka življenjska zgodba, ne, ali kaj, ne, je različni to, ne, ja. Ker ste pa tudi psihoanalitik, ne moreva mimo tega. Prej ste že omenili, da v romanu si razlagajo te sanje, da so zanimive družinske navade v tem gospodinjstvu. Tudi eden od ključnih momentov v romanu se rodi iz sanj, ki prinesejo neko zavedanje. Se pravi, koliko je v romanu psihoanalize teh načel? Ja, zdaj sicer bom najprej še nekaj drugega povedal, ne, ker je ta družina se seveda v tem smislu pa konvencionalno vedno zbere, ne, pri tistih, se pravi, kako se že temu reče, ne objedih, kaj so, pri teh kosilih, večerah, tam so zberi, obroki, ja, tole, ne, in je zanimivo, ne, da ta njegova, kaj bi rekel, posinovljenca, ne, to sta dva fanta, ki sta stala 15 let približno in tako naprej. In ona zna tako kuhati, ne, recimo, sta čisto v tem smislu moderna, ni tako, ki je bilo včasih, ne, ki se, recimo, moj oče, ne, ki če rož ne bi nesel po cesti, ker moški ne sme rože biti in tako naprej, ne. Skratka je že to, da je konvencionalno. Potem pa seveda, ne, v teh njihovih razgovorih, ne, recimo, ko se ukvarjajo s tem, kaj kdo čuti, ne, pa kadar je nekdo prizadet, če se spomnite, kako je eden od fantov, ne, ki je bil v vasi not, pa je tak slab sprejem od svoje družine, ki jo je v obisku prejel, pa potem Martin tam zraven prija, pa se razgovarja, pa posluša, pa tako naprej. Je kar nekaj tega poslušanja. Drugače pa, ja, jaz se sicer pa izogibam, no,
da bi v življenju ali pa tudi v literaturi kaj preveč šarov, posrečen kakšnega človeka, pa tako, pa da bi poskušal kar nekaj narediti, ne, to pa se mi ne zdi, ne, hočem pa z drugimi nekaj sredstvi do tega prideti, ne, to bi se mi zdela nekaka zloraba poklica ali kaj, nekako tako. Bi nam mogoče prebrali en krajši odlomek sedaj? Aha, bom prebral jaz, ker kolegica prav, da se je prehladila, čeprav jaz ne opazim tega, kaj pa če bi vse, kaj prav lepo berete? Ok. Bom poskusila, pa če ne bo šlo, pa se bova zamenjala. Se bova pa zamenjala. Zelo lepo bere, precej je lepši jaz. A bi kar tistega? Tistega novega ali tistega novega? Ne bova cele. Ne, tam... Tukaj? Tukaj mislim, da je nekje bilo, ne? Pa prej gledala, ne? Tukaj ne sedi. Pa bo od začetka. Tukaj. Ok, poglavje ima naslov Ana se spremeni. Sprehodi mladega para so postali stalnica. Iz njunega vedenja in ravnanja je kmalu vsem postalo jasno, da sta tesno povezana. Ana je opustila svojo muhavost in aroganco, začela se udeleževati učnih ur. Kar nenadoma se ji je zdelo učenje poleg sprehodov najpomembnejša stvar na svetu. Med učnimi urami je celo predlagala, da se s katero od tem bolj poglobljeno ukvarjajo. Zanimalo je izginotje nekaterih evropskih narodov. Poskušala je razumeti, kaj ljudi žene v večni nemir in iskanje novih rešitev. S svojimi pripombami se je kmalu vsem prikupila. Tu in tam je kdo odobravajoče rekel: "Glej ono Ano, saj je postala motor naših prizadevanj." Bolj dvomeče so razmišljali o njunih izginotjih, ko jo cele ure ni bilo nazaj. Prvi se je s pikro pripombo oglasil Jožef, ki je bil prizadet, ker se mu je Jakob odtegnil. Morda pa le ne bo brezmadežno spočela. Stjepana, ki naj bi varoval sestrino čast, je ta pripomba zadela v živo, kot da so mu šele izrečene besede ozavestile, kaj se v resnici dogaja. Ves je trepetal od jeze. Povabil je Jakoba v svojo sobo in brez oklevanja začel. Jakob, jaz sem te prosil, da se družiš z Ano, da se bo prilagodila življenju tu, ti pa si priložnost izrabil za vse kaj drugega. Nimaš nobene časti. Jaz nisem začel tega. Najprej ste me prosili, naj bom z Ano, sedaj, ko sem, spet ni prav. Že, a ne na tak način, se je razhudil Stjepan. Ana ima komaj 16 let. Jaz pa komaj 15, je bil trdovraten Jakob. Ti bi moral paziti na njo in na njeno čast. Kaj pa moja čast, ta morda ni važna. Stjepan ni vedel na to ničesar pripomniti. Vsakršno besedovanje o razlikah med spoloma bi naletelo na gluha ušesa. Ne samo pri Jakobu, tudi pri ostalih članih družine. Pomislil je, da se bo bivanje tu enkrat končalo. Kako bo razložil doma, da Ana ni več taka, kot je bila, in to v vsakem pogledu. Sicer sedaj itak ni bilo kaj storiti. V sebi se je žrl, da je bil premalo pravdaren in je predlagal nekaj tako nespametnega. Kakor bi ne vedel, kaj se lahko zgodi, če fant in dekle tičite neprestano skupaj. Odločil se je, da bo govoril z Ano in jo poskušal odvrniti od te neprimerne zveze, vendar ga je nekaj zadrževalo. Kaj, če se je že zgodilo tisto usodno in je Ana zanosila? Kakšen škandal bo izbruhnil, če jo pripelje domov, tam pa se v kratkem pokaže, da pričakuje otroka. V sebi ni več mogel najti miru. Tudi on je, sicer sam, za cele ure izginil in se potikal daleč od njihovega doma. Obhajala so ga nasprotujoča si čustva. Enkrat je bil jezen sam nase, drugič na Ano, tretjič na Jakoba in ne nazadnje na Martino. V besu je enkrat preklel trenutek, ko je srečal tega človeka. Kako si je sploh drznil kar tako potrkati na njegova vrata? Tako ne ravna nihče. In njegovo obnašanje do njega, Stjepana, poselj je bilo nekaj normalnega. Začel se je jeziti na vso Martinovo družino.
Seveda, oni so svobodnjaki, brigajo jih tegobe drugih ljudi. Nedovoljena spolnost za njih ne obstaja, češ da gre za naraven tek stvari. Kaj je bolj naturnega kot erotični odnos med dvema lepima, zdravima, mladima človekoma? Vedel je, da glede tega Martin nima nobenih zadržkov. Morda je celo fantoma razložil, kako se delajo te stvari, da ne bi imela težav, kot sta se pred njimi znašla Daphnis in Chloa. Martin se očitno počuti v vsakem smislu dovolj bogat, da ga dekletova nosečnost in porod ne bi niti najmanj vznemirila. In Ana, ki mu je bila vedno tako vdana in do njega ljubeča, kako ga je mogla tako na hitro zamenjati za tega smrkovca. Ta svet je resnično nepravičen. On sam, ki je imel najresnejše namene z Eli, je na drugi strani izvesel, ker je dekle do ušes zaljubljeno v Martina, ki doslej ni kazal nobenega zanimanja zanjo. Mora biti res na svetu tako, da imajo eni vse in drugi nič. Ob tej misli je v sramu zardel, saj se je takoj zavedal, da je imel leta in leta vso ljubezen staršev in sester, ter da je bil materialno bolje preskrbljen kot marsikdo. Vendar kateri hudič si je sedaj izbral za žrtev, da mu vse povzi iz rok? Najprej izgubil prijateljstvo, od katerega je toliko pričakoval, nato je bil skoraj ob življenje, sedaj je, izgleda, izgubil še sestro. Od žalosti in jeze bi najraje kričal. No, to je bil eden od odlomkov, kjer mislim, da smo zbrali super odlomek, kjer se je pokazalo vse, o čemer smo prej govorili. Ja, ampak medtem, ko ste brali, sem pomislil na to, da je potem še dosti kasneje, v 50-ih letih, pred tako imenovano seksualno revolucijo, psihoanalitik Wilhelm Reich imel ene take ideje, da bi mogli mladi ljudje zelo zgodaj, takrat, ko pač spolno dozorijo in tako naprej, že živeti skupaj, ker se je v družbi je seveda, kot vemo, ta razlika med to, ja, veliko spolno zmožnostjo, spolno zrelostjo in pa med tem, kdaj si ljudje sami pač služijo kruh, je tako ogromno. In se spomnim, da je Reich predlagal to, da bi mladi, pravzaprav tako zgodaj, pri 15-16, ja, to je on rekel, živeli skupaj, zgodilo se je seveda tudi, da so Reicha potem, ko je bil v Ameriki zaprli v neznanih okoliščinah umrl tudi, ja, on je bil prevladnik, ampak on je pravzaprav bil en predhodnik tako imenovane seksualne revolucije. Ampak tu sem šele zdaj pomislil, da je tukaj, ja, nekakšna povezava, da ti ljudje nimajo tukaj, Martin nima nobenih zadržkov okrog tega. Unik je pa iz klasične družine, se pa potem s tem ne ukvarja. Študirali ste tudi primerjalno književnost. Kako pa ta študij vpliva na vaše literarno ustvarjanje? Nekateri govorijo, ki so tudi avtori, ki so študirali primerjalno književnost, recimo, da je včasih pravzaprav ovira, da se jim zdi, da s tem študijem pride nekako večja odgovornost do literature. Kako sami to doživljate? Ja, res je, da tudi z mojimi kolegi tam je pravzaprav kar nekaj ljudi bilo, ki so potem postali literati. Jaz seveda, ki sem pa upravljal zdravniški poklic, pa potem psihiatričen, psihoanalitičen poklic, se mi zdi, da ne. Tisto, kar mi je ta študij dal, so bila pravzaprav zelo številna branja. Zame to ni bila, ker moj prvotni študij bil medicina, to je bilo nekaj za zraven in nisem to čutil kot obvezo, ampak kot eno veliko veselje. In zdaj, tam je bilo pa določene stvari, so bile kar sistematične, recimo
smo imeli predmet, je bil antični roman, ne. Pa sem pa videl, da so se moji kolegi napifljali tiste vsebine, jaz sem pa vse prebral, ne. In seveda tu je eno najbrž, ne, zdaj kako to deluje, ne, vse te številne zgodbe, ki jih berete, recimo jaz sem res velik, no, od enega svojega 12-13 leta, sem ogromno romanov, pa tudi drugih stvari prebral, tako da imam kar velik pregled na tem. Zdaj, kako se tu deluje, je pa zelo težko reči, ker iz vsega tega, pa iz življenjskih izkušenj, najbrž izoblikuješ nek tudi stil pisanja, se mi zdi, ki pa ne vem, če je podoben stilu kakšnega drugega avtorja, ki mi je bil drag, ne. Mislim, da ne, da se iz vsega tega konglomerata potem nekaj svojega napravi. Mislim, da je tako, ne. Je pa zanimivo, da ste, glede na to, da je vaš prvoten poklic psihologija, da ste se odločili napisati roman, ne. Trenutno smo se znašli nekako v času, kjer se zdi, da je ta psihoterapija postala zelo pop. In piše se ogromno priročnikov na to temo, ki so tudi zelo brani. Če pogledamo lestvice za zadnjih nekaj mesecev ali še dlje mogoče, 10 najbolj prodajanih knjig, so na lestvici vedno vsaj 4 tovrstni naslovi. In potem ste se vi kot psihoterapeut odločili napisati roman, pač kako to v nasprotju s trendi čisto? Veste, mene trendi nikoli niso zanimali, oziroma če se je pojavil nekje kakšen trend, sem se od tistega, kakor so me noge nesle, sem šel proč, ne, in dejansko je to zdaj, jaz mislim, da je na eni strani, ne, je seveda dobro, da ljudje dobijo svojo pomoč, ne, ampak recimo danes vi lahko predstavite eno tako, recimo, psihološko temo, ne, pa boste takoj napolnili Kosovelovo, ne vem, kjero dvorano, ali Linhartovo dvorano v Cankarjevem domu. Tako da mislim, da ta polarizacija ima dva pola, no, ta reč, no. Na eni strani seveda ozavešča ljudi, po drugi strani pa tudi tako, veste, da recimo jaz sem imel pa kakšne paciente svoje, ne, ki so bili iz dežele doma, recimo pa tudi niso bili izobraženi, ker za psihoanalizo ne rabiš biti izobražen. Važno je, da si primerno brihten, ne, da razumeš malo bolj zapletene stvari, pa da znaš verbalizirati, da znaš nekaj povedati, ne. To sta glavne. Recimo teža neke patologije, pa tako, to pa ne. No, tako da, kaj sem pa že hodil zdaj vam povedati? Priročniki, vaš roman na drugi strani. Ja, sem tu ni bilo to. Nekaj drugega se hodil. Nekaj drugega se hodil. Vi imate to popularno psihologijo, ki pa zares gre, ne, samo po površini. Zato jaz tudi ne maram, recimo, nimam rad predavanj, recimo, da je veliko ljudi tam. Se mi zdi, da je prav, da je nekaj interaktivno. No, takšni, da so že... Terapevtska skupina. Nekaj mora biti interaktivnega. Zato po mojem bi bilo fajn, če bi še publiko oziroma poslušalce vključili, da bi bilo kaj še drugega interaktivnega. Kaj pa načrti za prihodnost, če mogoče nastaja kakšna nova knjiga? Ja, sedaj, prej sva govorila o Rimboju, jaz sem napisal to knjigo Rimbo za vedno, ki je ena taka poetična autobiografija. In tam noter ni bilo v nekem smislu dovolj prostora, bi se rekel, za njegovo pomembno delo, ki se mu reče iluminacije.
Zaradi tega, ker je zelo malo, iluminacije so ena taka abstraktna, simboličen tekst, je malo takšnega, da bi z biografijo lahko povedali. In potem sem mislil, da je to pa jaz, ki si tako prizadevam, da bi tega Rimbaudja promoviral, rekel, to moram pa še napraviti, no. In zdaj februarja bo išla ena knjižica, v kateri bodo najprej objavljene iluminacije, potem v drugem delu sem pa jaz napisal tekst, ki se mu reče razsvetlitve, kar bi pomenil nekakšen prevod, ne. In je tak usporeden tekst, to so Rimbaudjeve pesmi v prozi, ampak tudi to, kar sem jaz napisal, se mi zdi, da je kot kakšna pesem v prozi zgleda, no. Tole je, kar je zdaj aktualno. Drugače pa naprej pišem kratke zgodbe. To me je pa vaša gospa direktorica tako kot zadolžila, ki je rekla, če še kaj imam, pa sem rekel, da neke zgodbe še imam doma, ne, ampak že od takrat pa se nazadnje videl, sem jih enih 15 napisal, tako da mislim, da bo iz tega tudi nastala ena knjiga. Drugače pa pri mojih letih nimam kakšnih posebnih načrtov. No, se zelo veselimo branja tudi vaših prihodnjih del. Zahvaljujem se vam za ta še en zelo zanimiv pogovor. Vabim pa tudi vas, če mogoče koga kaj zanima, še če ima kdo kakšno vprašanje, se naj oglasi. Ki po moje kakšen pa prebral že, mogoče kaj. Če še pa niste, je pa tudi knjiga tamle na voljo danes. Dobar večer. Se ne vem, tole bo bolj tako vprašanje, ne. Zdi se mi, da sta se nekako ognila konca. Namenoma. Pa ne smem nič vprašati. Lahko od začetka kaj vprašaš. Namreč, mi pa ženo sva to brala drug za drugim in potem sem mi rekel, ne bere in nisem nič povedal. In potem mi je komentirala, dobro si se zadržal. To pa je, smo namenoma tako napravili. Ampak tako na splošno, no, da ne bom res pohvalil branja tistim, ne, ko se boste lotili, toliko dobrega, toliko lepega, toliko ljubezni, bi človek rekel, ne, ki vsebuje ta roman, konča pa v bistvu katastrofalno, da se človek vpraša, da ostane samo trohica dobrega. Sicer z enim velikim upanjem, da bo zraslo enkrat v ljubezni spet nekaj lepega, novega, povezovalnega, ampak tukaj tako, no, sem ostal nekako v eni dilemi, kakšno je, ali pa kako naprej, no, kako človek naj o tem razmišlja. Veš, zanimivo je bilo to, enkrat me je ena novinarka, ne, na radiju sva se pogovarjala o mojih kratkih zgodbah, pa je rekla, vaše zgodbe se pa včasih tako prepadno končajo, ali pa se tako nenadno, jaz bi hotela pa tam nekaj še naprej, ali kaj, ne? In sem jaz tole tako lepo nazoril, sem rekel, to je v nekem smislu princip življenja. Življenje je en neskončen zaplet, ne, bi rekel, odnosov, tkiv, vsega živega. In potem ti sedeš z svojo izbranko ali pa svojo družino v avtomobil in se pelješ na morje, v sekundi
je vsega tistega, kar ta družina je, kar ta ljubezen tam noter je en kup raztrgane pločevine. Ne? To je, bi rekel, triumf potem, ne, bi rekel, psihoanalitično gona smrti. Ne? Skratka, stvari se v življenju velikokrat prepadno končajo. Ne? Meni se to zdi, da je to tako rekoč življenjski princip, da je ena plat tega taka, no, tako bi rekel. Ne? Ampak hvala, zanimivo. Ja. Še kdo mogoče? Okay. No, potem pa še enkrat najlepša hvala in hvala tudi vam, ker ste se odzvali povabilo in prišli poslušati. In pa tisti, ki še romana niste prebrali, predvsem uživajte v branju in upamo, da se še vidimo na kakšni predstavitvi. Lahko noč.